Spoštovane gospe in gospodje, prav lep večer. V naši sredini pozdravljam predsednika stranke, Slovenske ljudske stranke, ki je eno najstarejših v Sloveniji, magistra Radovana Žerjava. In pa seveda podpredsednika stranke, enega največjih ljudi v tej dvorani. Največjega. Celo največjega, no. Imamo tudi tule nekaj med pevci, sem opazil kar nekaj laptona. Janez Komšiča. Prav lep pozdrav pa tudi našemu županu magistru Marku Diaciju, ki se je udeležil današnje predstavitve naše kandidatke, gospe Mihajle Rožej, ki izhaja nedaleč tukaj za srednje velike kmetije. Zaposlena je pa žal vse skozi v vrtcu, dela z malimi ljudmi. No, moram reči, da na eni strani pozna trdo kmečko delo, kajti rodila se je takrat, ko se je še skoraj da vse delalo na roke. Pozna pa tudi tegobe današnjega človeka, stiske ljudi, tistih, ki imajo male osebne dohodke, tiste, ki so zdaj brez zaposlitve in seveda vse tiste, ki iščejo delo, kajti veliko njenih varovancev je zdaj v tistem obdobju, ko iščejo delo. Jaz upam, da nas bo dostojno zastopala, to pa boste ocenili 4. decembra. Današnji razgovor bo vodila profesorica in direktorica gospa Tatjana Posed, dolgoletna predsednica tudi ljudske stranke, tako da ji jaz kar predajam besedo. Hvala lepa.
Gospod župan je tako kot naš predsednik stranke angažiran na mnogih lokacijah ob različnih terminih. Gospod župan, vem, da je vaš dan dolg, zato ker vam dajemo besedo, ker vas čakajo še nove obveznosti. Ja, lep dober večer vsem vam. Seveda pa še posebej pozdravljam vašo kandidatko in našo kandidatko, šentjursko kandidatko, gospod Mihajlo Rožej in pa predsednika Slovenske ljudske stranke, gospoda Radovana Žerjava. Verjamem, da ga bom tudi naslednje 4 leta večkrat videl v Šentjurju. To moram uvodoma poudariti, ker imamo kar nekaj za narediti. Naj se vam seveda zahvalim za vabilo na to današnjo predstavitev. Vesel sem tega vabila, ker verjamem, da bomo tudi v bodoče dobro sodelovali, še posebej, ko bo vaša kandidatka izvoljena. Tudi nekaj stvari smo že skupaj pregledala. Imamo kar nekaj stvari, ki se jih da v Ljubljani lažje rešiti, čeprav vem, da bo naslednji mandat zelo težek in nobeno ne zavidam teh stvari, ker bo potrebno resno zarezati v naše težave, da se tako izrazim, da ne bom preveč pesimistično izpadel. Veseli me tudi, jaz sem kar par soočen zdaj gledal, razmišljanja vašega predsednika so trezna in to mi je všeč in konstruktivna, kar mi še posebej všeč, ker zdaj so prišli časi, ko bo potrebno sodelovati na vseh nivojih, prva bo država, potem pa vse ostalo. Bojim pa se, da, koliko sem opazil, vsi ne razmišljajo tako. In upam, da nam to ne bodo povedala, kakšna prisilna uprava iz Brusla. Upam, da bomo zmogli to moč in da bomo lahko potegnili te stvari, ki so se na nek način nabrale in razrešili te težave naprej v korist seveda vse Slovenije. Jaz sem pa, da je to poznano, še posebej patriot in tudi za Šentjur imamo veliko stvari za urediti. Skratka, ne bom dolgovezal, danes imate še veliko dela. Jaz vam bom pa tudi iskreno povedal, kam grem. Danes imam še sestanek z župnikom Dorjem. Tako da, to je to. Zato v Berlinu, zato se bom mogel v relativno kratkem času posloviti. Želim vam prijeten klepet, vse to bo bolj sproščene narave in seveda veliko uspehov. Hvala lepa. Mudi pa se tudi pevcem. To je bila skupina pevcev iz Ramelj, mi se jim lepo zahvaljujemo za nastop in jim tudi mi želimo nocoj kratko noč. Hvala lepa. Gospod Žerjav, tako po funkciji predsednika stranke ste po 2 letih zopet v Šentjurju. Vem pa, da se sicer večkrat vozite, da ste v vaših prizadevanjih v parlamentu vedno, kadar je pač le mogoče, z našimi ljudmi, z našimi kraji. Mi vas v vaših prizadevanjih tukaj v občini Šentjur in Dobje podpiramo in če vam to kaj pomeni, imamo vas radi. Pa, kako je potekal vaš današnji dan, danes, preden začnemo s tistimi temami, ki so zelo pogoste na soočenjih in še kje drugje? No, najprej lep dober večer, še posebej gospodu županu, hvala lepa, da ste prišli vsem skupaj. Pevci so še vsi šli, niso še šli, vsi so šli. Poseben... Dva Abrahama imajo. Sveta nebesa. Poseben pozdrav moji simpatični kandidatki, gospe Rožej, vsem, ki ste tu podpredsedniku. Vesel sem, da sem danes lahko tukaj. Poglejte, tako se, najprej moram reči, kdaj se je končal včerajšnji dan. Ne? Včerajšnji dan se je končal danes. Mislim, ob 2 zjutraj. Ob 6 smo vstali, 10 je bilo treba biti v Ljubljani in smo v Ljubljani snemali eno, zdaj niste mogli gledati popitelja, smo snemali eno reportažo na temo samooskrbe Slovenije z zdravo slovensko hrano. Ne? In smo imeli za novinarko najprej en slovenski zajtrk, tako je bilo dobro, tako domače maslo.
pa slivova marmelada, brez onega žele cukra, ono pravo zgon skuhana. Salame, bi jedli, ne? No, potem so to zaključili, pa smo šli na tržnico, ljubljansko tržnico, kamera non-stop z mano, non-stop tu gor, vse so me posneli in smo šli na tržnico kupovati sestavine za matevža, pa za kislo repo in zelje, za krajinsko klobaso. Smo se tam z branjevkami pogajali, seveda kupovali smo samo slovensko, ne, jasno. Smo bili trdi pogajalci, smo nakupili kar nekaj teh sestavin z začimbami, vreč vse skupaj in potem to, kar smo nakupili, podarili eni od družin, da so si te sestavine nesli domov skupaj, seveda z receptom, da so lahko si to doma pripravili eno dobro slovensko kosilo. To je bilo lepo posneto in danes po Pop TV predvajano kot neka reportaža srečanja za Slovensko ljudsko stranko. S tem smo želeli izpostaviti problematiko te samooskrbe, ki je po moji oceni kritična. 30-40%, zdaj ti odstotki se glibajo, kako kdo pove. V vsakem primeru je zadeva zaskrbljujoča in je zagotovo to za državo strateško vprašanje, kaj bomo s tem naredili, ali bomo preprosto sedeli križem rok, ali bomo pa zavihali rokave in zadeve spremenili. Jaz sem zato, da naredimo to drugo. Dajal sem primerjave, da si pridelamo hrane v tem trenutku v Sloveniji samo za zajtrk, za kosilo in večero bi pa Slovenke in Slovenci, če bi hteli jesti slovensko hrano, bili lačni. Ne? In če si to tako predstavljamo, je zadeva res kritična. Ne? Torej bi bilo dobro, da v naslednjem mandatu naredimo vse še toliko, pridelamo toliko hrane, da bi še za kosilo imeli kaj za pojesti. Večerje bomo pa pol rihtali v onem drugem mandatu. V vsakem primeru imamo rešitve, imamo kar nekaj predlogov, zagotovo je največ potrebno narediti na prodajnih poteh, da bodo kmetje imeli sploh kako prodajati. Ne? Danes imamo možnost Mercator, Spar in tako naprej, tja sploh ne pridejo zraven. Mi pa nimamo kje možnosti kupiti, ne? Če govorimo o lokalni samooskrbi, recimo tu okrog Šentjura. Imate tržnico, gospod župan? Deluje? V soboto. Skratka, to je ena od prodajnih poti, ki jo je treba spodbujati, zagotovo so še druge. Ne? Tako da, zagotovo bomo v Slovenski ljudski stranki naredili vse, da to razmišljanje spremenimo, brez spodbude, ne? Brez spodbude države in kmetijske politike drugačne, pa zagotovo to tudi ne bo šlo. Kmetu je treba dati priložnost, treba mu je vliti pogum, da bo čutil, da nekdo stoji za njim. V teh težkih časih zagotovo je težko spreminjati zadeve na glavo, če nimaš nikogar ob sebi. Tu so inštitucije, ki morajo stati ob sebi, ob kmetu in to bomo zagotovo spreminjali. Pa da ne bomo samo o kmetijstvu, kakva je za protokol, procedura, da ne bi jaz zapeljal to nekam drugam? Bilo je samo vprašanje, kako poteka današnji vaš dan? No, potem sem šel ko smo to končali, pol sem šel v Metliko predstaviti našega kandidata, potem v Črnomelj, iz Črnomela v Sevnico in iz Sevnice direktno sem. Evo, zdaj sem pa tukaj. Pa še pol za vami imam še nekaj. Torej je sporočilo, ne bodimo predolgi. Mihela, kako pa tvoji dnevi, odkar si na plakatih, na mnogih mestih, v mnogih medijih, kako pa to vpliva na tvoje življenje, tvoj mož to kaj občuti? Mož je tukaj, sedi zraven sina v sredini. Kam se tja nazaj skrila? Tu bi mogla sedeti skrila. Ne? V glavnem, dnevi so res pestri, bogati. Začenjajo se zgodaj zjutraj, tako kot vedno, ob 6. uri. Potem je najprej služba, po službi pa vse ostale obveznosti, kar se tiče zdaj kampanje. To se pravi obiski krajevnih skupnosti okrog občine Šentjur, ki jih ni malo.
pa za medije, pa plakati, ampak ob sebi v bistvu imam res domače ljudi, tudi ne smem pozabiti sestre in brata in sorodnike, ki mi stojijo ob strani, tako da smo kar široka družba. Gospod predsednik, pričakovanja so zelo velika na vseh področjih. Ko beremo program Slovenske ljudske stranke, nekako izpostavljate ukrepiti gospodarstvo, uskladiti prihodke in odhodke. Bo šlo? Mora iti. Ni drugega. Torej, voditi fiskalno politiko na način, kot smo jo vodili v zadnjih 3 letih, preprosto ne gre. Glede, doma svoje finance imamo porihtane tako, da ne trošimo več, kot imamo. Zdaj ne gre tako več naprej. Mi smo pa vsako leto potrošili 2 milijarde več, kot smo ustvarili. To ne rabiš biti velik znanstvenik, da ugotoviš, da to na dolgi rok ne gre. In te zadeve je potrebno ustaviti. Trošili bomo toliko, kot ustvarimo. Moramo se tega zavedati, se strezniti, se zavesti situacije, v kateri smo in preprečiti, da zadevo zapeljamo tam, kamor so nekatere države v Evropi vendarle zapeljale. Zaradi tega, ker so bili neodgovorni politiki, ker se niso zavedali resnosti situacije. Nismo še tako daleč, ampak če v tem mandatu slovenska politika, zdaj ne govorimo o posameznih političnih strankah, ampak o vseh, ne bo vsaj na ključnih zadevah stopila skupaj in se nehala prepirati in si metati polena pod noge in začela iskati konsenza, ne bo dobro. Res ne bo dobro. Slovenska ljudska stranka je to že v tem mandatu naredila, ker se zavedamo, da je preprosto nekatere zadeve potrebno spremeniti, ker niso dobre, niso vzdržne, niso trajnostne, če hočete. In če želimo, da nam bo prihodnje boljše, da bo nenazadnje, da bomo tudi našim otrokom zagotovili neko varno prihodnost, je potrebno sprejemati spremembe, ki morda tudi ne bodo popularne, ki ne bodo lahke, ampak to bo treba narediti. Jaz se strinjam seveda z tistimi, ki vedno v oklepajo dodajo, tiste, ki so pa pokradli, pa je treba zapreti. Absolutno, ja. Tudi to je treba narediti, pa to počistiti. Od bank naprej. Ampak to pa ne pomeni, da spremembe ne bodo potrebne. V javnem sektorju in tako naprej in tako dalje. Ne moremo trošiti več, kot ustvarjamo. Ne gre. Tako da do konca mandata bo potrebno javne finance stabilizirati, da uravnovesimo prihodke in odhodke, brez pa, da se 100% skoncentriramo na gospodarstvo, ki pa ustvarja prihodke v državni proračun, pa seveda ne bo šlo. Čakati to, da nas bo rešila Angela Merkel ali pa Sarkozy, nas ne bo, nas ne bosta. Mi se moramo opreti na svoje znanje, na svojo modrost, na svoje gospodarstvo, na potencial, ki ga imamo v mikro in majhnih podjetjih in to spodbuditi, da se zavrti. To se da, seveda imamo zelo majhen manevrski prostor, nekaj ga je, potrebujemo pa pogumne ljudi in tiste, ki vejo, zakaj se gre, ne pa filozofe. In predvsem bo potrebno manj govoriti in več narediti. To, kar je bilo v tem mandatu ravno obratno, se je veliko govorilo, pa bistveno manj naredilo. Pa daleč od tega, da bi zdaj strašil ali karkoli, jaz verjamem, da bomo, seveda moramo politiki najprej pri sebi, počistiti, kot se temu reči, biti za vzgled, začeti pri glavi, zmanjšati število ministrstev in potem seveda vse nas dol resno začeti šparati. Ne tako, kot je bilo zdaj, nekateri so šparali, nekateri so se požvižgali pa trošili. Minister Žarnič je hotel še zdaj kupiti Audi A6, tik pred odhodom novega Audi A6 je hotel kupiti zdaj. Pa 20 iPadov, pa 8 bi šlo na neko super potovanje, na neko konferenco in tak naprej. Poglejte, tak se ne da. Če ni reda v hiši, potem ga ni in potem pač vsak po svoje dela. In reda ni bilo. In ta red je potrebno spraviti na celotni nivo, skratka, državo treba spraviti v red. Mi smo to pripravljeni,
imamo, ne bom rekel, da imamo daleč najboljše rešitve, ampak imamo rešitve, za katere verjamemo, da jih je moč peljati. Imamo ekipo, tudi mladih ljudi, z izkušnjami, z prakso, z odločnostjo, z pogumom. Strinjam se pa absolutno z županom, da ne bo enostavno. Da bo marsikdo hotel tudi kaj zaustaviti. Ampak jaz sem odločen, da zadeve da primemo bika za roge. Najbrž pod zadaj še malo kaj skaka, ampak treba ga držati močno. Tako da gremo naprej. Mihela, in zakaj ti kandidiraš? Kaj te je nagovorilo, da si sprejela kandidaturo na listi Slovenske ljudske stranke, res si dolgoletna članica, ampak razlogi biti morajo dovolj močni. To je vendar napor, to je vendar nekaj riziko, to je vendar neka izpostavljenost med sodelavci v okolju. Ja, to je res. Moram povedati, da ko me je gospod Jure in Janez, ko sta me nagovorila, sem si vzela kar temeljit premislek, kar mnogo časa. Sem premišljevala, delala pluse, delala minuse in na koncu prišla do enega spoznanja, da vkolikor želimo kaj spremeniti, se je treba aktivno lotiti zadeve. Tako da sem z tega vidika rekla, zdaj sem aktivna v službi na tem področju, morda pa je to zdaj priložnost, da pokažem še nekoliko širše, kaj zmorem in znam. Drugo, kar me je tudi nagovoril program Slovenske ljudske stranke oziroma stranka kot taka, ker vem, da se zavzema za človeka in da je nujno potrebujemo v naši državi. Tretja stvar, ki je bila odločilna, je ta, da sem ženska in da smo ženske kar nujno potrebne v politiki, pa ne zato, da bi bile kaj posebnega ali ekstra, ampak zato, da se dopolnjujemo z moškimi, ker ženske pač drugače gledamo na stvari, drugače vidimo probleme in jih tudi drugače rešujemo. Glede na to, da sem mati, da imam 3 sinove, sem tudi ugotovila, da so že vsi 3 polnoletni, da sta že 2 osamosvojena in da v bistvu je zdaj tudi pravi čas, da se lahko posvetim tudi temu. Zelo pogost in utemeljen je očitek, ko so poslanci izvoljeni, postanejo politiki, pač skrbijo za svojo osebno oziroma materialno korist. Zelo pogostokrat tudi očitajo, predvsem delavci, ostanejo brez plačanih prispevkov, osebnih dohodkov, ne prejmejo nadomestila na zavodu. Torej, tudi tako imenovane privilegije in bonitete poslancev, funkcionarjev bo potrebno krčiti. Vprašanje je, Mihela, zate. Ali boš lojalna vodstvu Slovenske ljudske stranke in kako boš glasovala, ko bo glasovanje na temo za ali proti privilegijem izvoljenih poslancev? Ja, vsekakor to obljubim, da bom lojalna Slovenski ljudski stranki, tako kot doslej. Sem tudi sindikalistka, to rada poudarjam zaradi tega, ker imam razvit socialni čut in z tega vidika sem vedno za to, da imamo vsi ljudje, da si porazdelimo med seboj, ne da imamo neke elite, za katere so privilegiji veljajo, za druge pa ne. Vsekakor pred zakonom moramo biti vsi enaki. Hvala. To je tudi ustavno načelo. Pred zakonom smo vsi enaki. Žal pogostokrat opažamo, da je ravno to temeljno ustavno načelo močno izigrano. Gospod predsednik, kako doseči
mir s sindikati oziroma kako izvesti nujne reforme, ki so bile tudi v preteklosti zavrnjene z referendumi, pa pravzaprav vemo, da brez tega ne bo šlo. Vprašanje je samo mesec ali leto. Reform brez dialoga pač ne bo, ne. Prvič na eni strani dialoga, na drugi strani pa seveda tudi sam pričakujem malo več resnosti z druge strani, predvsem strani sindikatov in zavedanja, da bodo pač nekatere spremembe potrebne. Veste, preprosto vztrajati pri nečemer, kar ni realno, pač je neodgovorno. Je neodgovorno do vseh nas. In jaz pričakujem, glede na to, da v zadnjem času vendarle se slišijo tudi malo bolj umirjeni toni strani sindikatov, da se očitno tudi sami zavedajo, da je stvar resna. In jaz verjamem, da bomo z močjo argumenta, predvsem močjo argumenta, ne z argumentom moči, prišli do rešitev, ki bodo pač nek konsens. Zato, da nam bo, kot sem prej dejal, jutri boljše. Drugače si jaz preprosto ne znam predstavljati, da bi reforme, ki jih bomo mogli, pa no, jaz nočem govoriti o reformah, ker je ta beseda zlorabljena, ampak o spremembah, ki so nujne, dvomim, da jih bomo sicer lahko sprejeli, ker bo drugače bodo ceste polne. Tega si pa jaz absolutno ne želim, hočem in želim si, da se dogovorimo za mizo in da pri mizi zadeve rešimo tako ali drugače. Zagotovo bomo pa morali iti v pravi smeri. Mihela, tvoj program je poglobljen, utemeljen, pa vendar 4 prioritete, za katere si boš prizadevala kot poslanka za občino Šentjur in Dobje. Samo 4. Torej, zakaj se bom zavzemala v občini Šentjur in Dobje? Kot poslanka. Ja, vsekakor si bom prizadevala za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za investicije. Za uresničitev tistih projektov, ki sta jih pripravila župana občin Šentjur in Dobje in so zelo pomembni za bodočnost občanov občin, teh 2 občin. V prvi vrsti je to zagotovo navezovalna cesta Dramlje Šentjur-Črnolica, potem seveda nadvoz preko Voglajne in železnice pri Zikošku. V Šentjurju je tudi nujno potreben kulturni center, rekla si 4, ne, zdaj moram še pa za Dobje zraven dodatno, zagotovo tudi v Dobju enota doma starejših in pa mogoče na Planini, če bo tako daleč, tudi negovalni oddelek za pobolnišnično zdravljenje. Seveda to vse skupaj v skladu